Berilo iz knjige preroka Izaija. Veselite se s hčerjo Jeruzalemsko, radujte se nad njo, vsi, ki jo ljubite, uživajte z njo veselje vsi, ki žalujete nad njo, da se nasesate in nasitite iz prsi njenih tolažb, da se nasrkate in ukrepite iz naročja njene slave. Kajti tako govori Gospod. Glej, napeljal bom k njej mir kakor reko, slavo narodov kakor poplavljajoč hudournik, iz katerega boste pili. V naročju vas bodo nosili, na kolenih ljubkovali. Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil. V Jeruzalemu boste potolaženi. Videli boste in vaše srce se bo veselilo. Vaše kosti bodo brstele kakor trava. Gospodova roka bo očitna na njegovih služabnikih. To je Božja beseda. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji. Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga hvalnico. Recite Bogu, kako veličastna so tvoja dela. Vsa zemlja pada pred teboj na kolena, prepevajo tvojemu imenu. Pridite in poglejte Božja dejanja, čudovite reči je storil človeškim otrokom. Rdeče morje je spremenil kopno, po suhem so šli čez reko Jordan. Veseliti se hočemo njegove mogočnosti, svojo silnostjo vlada na veke. Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite, pripovedovati hočem, kaj je storil v moji duši. Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgal moje molitve in mi ni utegnil svoje dobrote. Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje in sestre, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza nič ne velja, niti neobreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki bodo živeli po tem pravilu, naj bosta mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom. Odslej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti. Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vašim duhom, bratje. Amen. To je Božja beseda. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Gospod z vami.
iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj po 2 in 2, vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, pošiljam vas, kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite s seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej: mir tej hiši, in če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir, če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pite, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodite iz hiše v hišo, v katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo, ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite: približalo se vam je Božje kraljestvo. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših rok, otresamo na vas, vendar vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. Povem vam, Sodomi bo tisti dan laže kakor temu mestu. 72 so se vrnili veseli in govorili: Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč, in nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Kristusov evangelij. Evangelist Luka zapiše precej več podrobnosti kot ostali evangelisti o tem, kako Jezus pošilja svoje učence, kaj jim naroča, kaj naj oznanjajo, kako naj se obnašajo. V današnjem evangelskem odlomku smo poslušali, kako Jezus razpošlje več učencev, 72. Že predtem jih je poslal tisti svoj ožji krog, apostole 12, danes pa pošilja večje število. Tudi v številu lahko gledamo simbolni pomen. Po prastarem judovskem izročilu naj bi bilo tolikšno število vseh narodov na zemlji. Se pravi, tisto, kar evangelist želi s številko povedati, je pravzaprav, da Jezus pošilja svoje učence po vsem svetu, k vsem narodom, k vsakemu človeku. Nihče ni izključen, nihče naj ne bi bil izpuščen. Jezus pošilja po 2 in 2. V judovskem svetu je takrat veljalo, da je samo pričevanje 2 ljudi verodostojno. In se zdi, da Jezus želi svojim poslancem, učencem zagotoviti verodostojnost, zato jo pošilja po 2 in 2. Obenem pa je to tudi znamenje, da naša vera ni vera posameznikov, ni vera individualistov, ampak je vera občestva, je vera skupnosti, kjer drug drugega podpiramo. Jezus pošilja svoje učence, kot pravi evangelist, tja, kamor želi sam priti.
72 torej dobijo nalogo, da pripravljajo Jezusov prihod. Središče poslanstva tako niso oni, ampak je Kristus, je Jezus, in to velja za vsakega poslanca, za vsakega kristjana. Ne oznanjamo sebe, ampak oznanjamo Kristusa, pripravljamo njegovo pot. Slišali smo tudi kar nekaj navodil, ki jih Jezus da, kako naj oznanjajo. Povzetek tega lahko vidimo na začetku Jezusovega govora, ko reče: pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Kaj želi Jezus s tem povedati, kaj želi poudariti, kakšen naj bo zares stil oznanjevanja Jezusovih učencev? Naj bo blag, miren in nevsiljiv, gotovo pa ne gospodovalen in napadalen, kakor jagnjeta med volkove. Ena izmed morda malo nerazumljivih ali čudnih stvari v teh Jezusovih navodilih je stavek, ki ga izreče: spotoma nikogar ne pozdravljajte. Besede so izrečene v tedanji kulturi, kjer predstavljajo nekaj drugega, kot si mi predstavljamo pod pozdrav. Se najbrž spominjate, kako je še Abram želel pozdraviti tiste 3 može, ki so prišli mimo, in jim reče, da jih želi samo pozdraviti. In kaj potem naredi? Posadi jih za mizo, teče do hlapcev, do svoje žene, naroči, da naj zakoljejo vola, da naj umesi kruh, da naj spečejo. Se pravi, pozdrav, ki traja ne samo en trenutek, kot smo mi navajeni, ampak pozdrav, ki lahko traja ves dan, ki lahko traja 3 dni ali še več. Tisto, kar Jezus želi tu povedati svojim učencem, je, da naj ne grejo na piknik, kot bi rekli po domače, da naj se ne obotavljajo, ampak da naj oznanjajo to, kar jim je on naročil. In delo, pot oznanjevalcev gotovo niso počitnice, ni samo sprehod, ampak je oznanjanje predvsem vsebine. In to včasih naleti tudi na nasprotovanje, kot Jezus sam opozori svoje učence. Sveti Janez Zlatousti, eden od velikih pridigarjev in oznanjevalcev krščanskega vzhoda, ki je tudi sam končal življenje v pregnanstvu z besedami: hvala Bogu za vse, se je poistil s to usodo jagnjeta. V imenu kristjanov je dejal: dokler smo jagnjeta, zmagujemo, če postanemo volkovi, izgubimo. V tem primeru namreč izgubimo pomoč dobrega pastirja, ki pase jagnjeta, ne volkove. Poslanci se v evangeliju vrnejo navdušeni nad nekaterimi stvarmi, ki so jih doživeli, ki so se dogajale. Jezus pa jih opozori: vendar se ne veselite nad tem, da so vam pokorni duhovi, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Opozorilo ima podobno vsebino kot tisti začetni stavek o jagnjetih in volkovih. Ne postanite volkovi, ne veselite se, ker imate oblast, ker imate moč, ker lahko zapovedujete, ampak se veselite Božje ljubezni. Vaša imena so zapisana v nebesih pri Bogu. Jezusov govor njegovim poslancem ni bil namenjen samo njim takrat, ampak je namenjen tudi vsakemu izmed nas. Ne samo, če rečemo, posebnim enotam ali izbrancem, ampak zares vsakemu izmed nas. Vsakega izmed nas Gospod vabi, da kot kristjan prinašam ljudem, s katerimi se srečujem, Kristusa, prinašam ta mir, ki ga Kristus podarja, da pripravljamo pot Gospodu, kamor želi on priti.
Vsak od nas je poklican, da ljudem, ki jih srečujemo, ljudem, s katerimi živimo, pripravljamo pot Gospodu, da jim prinašamo Kristusa. In to je tisto povabilo današnje Božje besede, da bi to tudi počeli v okolju, kjer živimo, na način, kot nam ga predstavi Kristus. Bodite jagnjeta, prinašajte mir in ne volkovi, ne prinašajte gospodovanja, zapovedi, ampak prinašajte Božjo ljubezen. Naj bo to vabilo današnje nedelje, vabilo današnje Božje besede, da bi tudi mi zmogli, tako kot nas Pavel vabi v današnjem drugem berilu, na vsakega človeka klicati mir in usmiljenje, klicati Kristusa, klicati odrešenje. Amen.